Kot otroku mi je narava pomenila predvsem en del bivalnega prostora. Dosti časa sem mladosti preživel, oziroma v otroštvu preživel v naravi, tako da nisem jemal naravo kot nekaj alternativnega temu, da sem bil nekje. Smo grabili seno, pa pol nisem prišel domov. Do 10 zvečer, pa 6 let sem bil star, pa čisti kaos je bil. Domov sem šla samo, če me je zeblo, če sem se kaj udarila ali kaj takega. Mama mi je celo prinesla hrano na dvorišče, ker nisem trenila jeti v stanovanje. Ko sem hodil še kot otrok starim staršem, nonoto in noni, je bilo tam vse še po starem, se je oralo s kravami, vse se je delalo, bi rekel, nekdo zelo idilično, ampak težko delo, ampak v stiku z naravo v vseh pogledih. Dejansko niti ne vem, kaj mi narava pomeni. Vse. Narava je prišla prej kot čustva. In tako da šele potem v zrelih letih sem naravo začel nekako umeščati v ta osebno formo. Karkoli počnemo, je to nekako sožitje z naravo, ker drugače sožitja z naravo si ga ne morem predstavljati, glede na to, v kakšni masi živimo na tej zemlji. Dvomi, da se bomo z lastno voljo spet vrnili k naravi, da bi bili del narave, zaradi te razvajenosti. To pomeni, da nas bo moralo nekaj prisiliti, da bomo spet v sožitju z narave. Zdaj pač treba razdeliti populacijo na dva kosa. En kos, ko dejansko živi v sožitju z naravo, ko se dejansko preživlja z naravo. Recimo slovensko gozdarstvo je en takšen primer enega kupa tisočakov ljudi, ki dejansko živijo v sožitju z naravo. Smo sposobni, samo se moramo za to odločiti. Ogromno je kmetov, ki kmetujejo v sozvočju z naravo. Zdaj pustimo ob strani industrijsko kmetijstvo, ko ima neke svoje poteze, ampak tudi ljudje grejo na posestvo, nekaj sadijo, nekaj pridelajo, kuhajo paradajze in ta stik z naravo dosti ljudi ohranja. So pa ljudje, ki so čisto trgani od narave, ko je pač stanovanje, stopnišče, avto, služba, mogoče kakšna lončnica. To je zdaj del, ki se dogaja v urbaniziranem prostoru. Urbaniziran del Evrope razlaga neurbaniziranemu delu Evrope, kako varovati naravo in pri tem se sploh ne zavejo, da ni ime spodletelo, tako da nimajo nam, ko nam je uspelo kaj razlagati. Zakoni so nujno potrebni. Ja, mogoče bi bilo še slabše, če jih ne bi bilo, ja. Nekaterih potrebujejo, samo narava jih ne potrebuje za to, da ostane to, kar je. Niti ljudje jih ne potrebujemo. Lahko pomagajo nekatere stvari speljati, uresničiti neke zamisli. Ni pa nujno. Zelo malo vplivajo, pomagajo, zelo malo. Obstajajo, je prepoved recimo nekje, da bi bilo odlagališče odpadkov, ampak odlagališče odpadkov na tistem mestu je, pri Dragonji recimo, Finali. Ljudi vzgajati od malega že, se pravi, v spoštovanju, v enem smislu okolju varstvenega, bi rekel, dojemanja vsega skupaj, ohranjanja ekološke ideji. Dostikrat je potrebna samo zdrava kmečka pamet. Zaščititi jo je potrebno občasno pred nami samimi. Če bi se pa mi pač odločili za živetje v sožitju z naravo, potem pa ta zaščita ne bi bila potrebna. Danes, kot je situacija, absolutno. Absolutno. Joj, nekje pa. Tudi narava je glih prav stara, da zna super poskrbeti sama zase. Se srečata dva planeta, pa pravi prvi planet, sem fas od človeka, pa pravi drugi planet, vse mine. In glih je narava zna poskrbeti sama zase, ni nam treba skrbeti za naravo, ni nam treba zaščititi, moramo se povezati z njo. Narava se zaščiti sama. Potrebno je, da jo ne pripravimo do tega, da se bo sama rabila zaščititi. Ampak kjer so ljudje, so pa nasilni, so prevzeli vlogo Boga in mislijo, da lahko ustvarjajo nove rastline in tako naprej in da gospodarijo po svoje in da bo narava ubogala, ampak vidimo po teh naravnih katastrofah, da narava se ne pusti ukazovati in da vedno poišče novo pot. Najvišji zakoni, ki vladajo v naravi, so zakoni narave. Tako da vsi zakoni, ki jih je napisal človek, so čista ničla v primerjavi s tem, kar obstaja od narave. Mi imamo tukaj Dragonjo, mi imamo tukaj rokave, mi imamo tukaj prostolčke, ko so popolnoma neokrnjeni, ko se vračajo hitro nazaj v sonaravno stanje, tako da to bo to, če bodo oni v Bruslu kaj pisali zakona ali pa ne.
to so ljudje ohranili, zato ker oni to tukaj rabijo. Prihodnost, da bi bila taka, kot je zdaj, torej čim manj dotaknjena, oziroma človek, ki bi se vrnil vanjo, da bi videl to, kar je v Dragoni, ta svet, ne da bi razmišljal o tem, da bo tam golf igrišče naredil ali ne vem, bazene ali ne vem kaj. Ne jo pusti tako in naj vidi lepoto v tem, kar je zdaj. To je dejansko treba ohranjati. Mogoče več zaščite potrebujejo ta tradicionalno sonaravna okolja, kot narava sama po sebi. Da bi uradno to postala zaščiteno območje, kontrolirano in da se bi uredilo infrastrukturo in omejilo število obiskovalcev. Vseeno, tudi človek je tam zmeraj obdeloval, se pravi, dati tudi tistemu, ki želi obdelovati, da obdeluje tisto njivo, karkoli ima na nek ekološki način, se pravi, da je bo v sožitju z naravo, z okoljem. Jaz želim, da bi se ljudje tukaj med sabo povezali, da bi se vsi usedli za eno mizo in se pogovorili o tem, kaj si pravzaprav želijo. Da bi si postavili eno vizijo, kakšno življenje si tukaj želijo, in jaz mislim, da če bi se tega res lotili, da bi lahko prišli do nekih zanimivih ugotovitev o tem, koliko jim pravzaprav dolina Dragonje že danes nudi, kakšna kvaliteta bivanja to je in kako lahko se skupaj nadgradijo. Da so ljudje tam res lahko ljudje, ne roboti, da živijo v skladu z naravo in to po njenih zakonih. Potem je to vse, največ, kar ji lahko damo kot ljudje.